Lep pozdrav, ste na kmetiji Ročnik, midva smo Marta in Gregor. Naša kmetija se ukvarja z prirejo mleka, intenzivno prirejo mleka. Kmetija trenutno obsega okrog 36 hektarov lastne zemlje, obdelujemo 40 hektarov, v hlevu je trenutno 65 krav molznic, vsega skupaj z mlado živino in z nekaj voli, ki so na paši, je pa okrog 150 glav. Kmetijo sva prevzela od Gregorjevih staršev, ki so jo nama predali leta 2009. Odločila sva se, da bo najina glavna dejavnost pridelava mleka in si tako tudi zagotovila službo doma na kmetiji. Imava dva otroka, Johana in Davida, ki sta stara 14 in 10 let in bosta v nadaljevanju tudi ona dva kaj povedala. Tu za nami stoji mašina, ki smo jo letos na novo upeljali. Se pravi, odločili smo se pa za Vektor zaradi več prostega časa in večkratnega krmljenja kravam, kar pomeni, da bojo krave več pojedle, manj bolezni, ker pač pH v vampu manj niha, ker pojejo skozi isto krmo. Smo pa ugotovili tudi prednost, da pač pri kravah se je znatno zvečal prežvek in lahko rečem, da je bila to prava naložba. Za Vektor smo se odločili predvsem zato, ker imamo z samim podjetjem Leli zelo dobre izkušnje in zato tudi nismo razmišljali v nakupu drugega krmilnega avtomata. Zagotovo pa je naš cilj več prostega časa in bolj fleksibilen delovni čas. Sicer Vektor še ne deluje toliko časa, da bi lahko več stvari povedal, ampak lahko povem, kot sem že prej omenil, da so krave bolj site, boljši pH, bolj zdrave, vedno imajo na voljo svežo krmo, kar je zelo pomembno pri visokoproduktivnih molznicah. In to se nam zdi zelo dobro in tudi to, da pač lahko si prilagajamo čas, kdaj v bistvu krmimo, kdaj v bistvu dajemo v kuhinjo krmo. Nisi vedno vezan na tisto uro jutranjo ali večerno. Vektor ima na naši kmetiji veliko pozitivnih učinkov. Sicer je še precej nov, saj smo ga montirali 2 meseca nazaj. Opažamo, da so krave bolj zdrave in v tem času že opažamo, da so se tudi stroški na kmetiji bistveno znižali. Saj porabimo manj goriva za samo krmljenje in tudi živali so veliko bolj zdrave. Ja, predvsem z uvedbo robotskega krmilnega sistema imamo še več fleksibilnega in prostega časa, kar nam zagotavlja več časa preživetega z družino, predvsem pa tudi lažjo organizacijo, ko naša družina gre 2-krat letno na dopust. Ja, kot sem že prej omenil, je pač pri molznicah je zelo pomemben prežvek. Se pravi, če krava dobro prežvekuje, tudi veliko molze, veliko da in to je Vektor nam dosti zvišal. Lahko pa povem tudi, da se je malenkost dvignila mlečnost. Sicer pričakujemo, da še bo več, ko se pač stvar upelje bolj, kot ko bo minilo pol leta ali pa leto od začetka krmljenja z Vektorjem. Krave so predvsem bolj zdrave, več jejo, ni tega nihanja pH-ja v vampu, tudi več se molzejo, krmo imajo 24 ur na razpolago in posledično tudi s tem pridobimo nekaj mleka. V glavnem za Vektor smo se odločili posledično tudi zato, ker imamo že Astronaut A5 za molžo krav in lahko rečem, da smo pač stroj na kmetiji, ki dela 24 ur na dan, rabi tudi 24-urni servis. In brez servisa tudi si take mašine ne moč privoščiti in smo bili zelo zadovoljni z servisom pri Astronautu A5, zato smo tudi se posledično nismo razmišljali o drugi znamki robota kot robota Leli Vektor. Ja, drugim kmetijam bi predvsem svetovali, da je pač Vektor je zagotovo dobra naložba. Posledično več prostega časa, boljše zdravje krav
in tudi zmanjšanje stroškov. Posebno, če je možnost, da imaš na strehi sončno elektrarno, ti v bistvu pač lahko iz svoje elektrike krmiš živali. Sem David Ročnik, sem sin Marte in Gregorja Ročnik in sem ponosen, da nam je to uspelo, da imamo zdaj Leli Vektorja, ki nam krmi krave, in sem vesel, da imamo več prostega časa, da si mami in ati vzameta več prostega časa za naju in da lahko gremo kam zvečer, recimo. Sem Johan Ročnik, sin Marte in Gregorja, in zelo ponosen na njiju, da je ta projekt uspel, Leli Vektorja in vse robotizacije na kmetiji, in zagotovo so roboti prihodnost